Jo, en nasvet, če boš zdržal do konca vloga, ti bom povedal, da bo letos po Sloveniji vozila Volvo Caravana, pa da se bodo ustavili v 3 mestih. Dober dan, v tem trenutku sem na poti na obalo, zato ker bom imel prvič šanso peljati ta novega Volvo, ta S60. Mimogrede, v teh dneh se tam dogaja tale, kaj že, SOF, in tam ima Volvo par avto pripravljenih. Ne grem za to dol, ker grem prijatelja pozdraviti, ampak ker bodo avti že tam, so rekli, ej, lahko greš en krog, če te zanima. In to je to, pičim dol, naredimo en krog. En trikotnik! Pa na desni strani, le se sploh ne moram nikjer parkirati. Kaj se to dogaja? Let's see what is happened. Ne en, ne dva, ne trije, ampak 4 S60. Tako, brez veze, da kompliciram, jaz imam ključ v roki, mislim, da je, vidiš, tale moj. Gremo en krog. Kaj pa ta model z Audijem, ki se je pelil v kontrasmer rondoja? Daj mi povej, kva to folk razmišlja, a? Priješ do rondoja pa rečeš, ej, let's be British today. Pa gre v levo. Awesome people. Ok, S60 smo rekli. I like what I see. Se je treba za nekaj priznati, ne? Okolje, ki ga imam ravno kar pred sabo, že zelo dobro poznam iz drugih sodobnih Volvotov. Je pa v enem to okolje, v katerem se ful dobro počutim. Se spomniš, a si videl vlog V60, ki sem rekel, da je Jure rekel, da ta avto v kabini spominja na... Kaj je že rekel? Da je ta avto poosebljanje skandinavskega prestiža. A7 se je odpeljal. Ena dama voz. Aj pa volan ti še pokažem. Veš, kaj ta avto je opremljen s paketom Air Design, vidiš ta R, zato je še posebej debel, pa mesnat, ful lepo sede v roko. Pravzaprav je tak športen, ampak ne vsiljiv. Vidiš, tudi spodaj ni prisekan. Katrca! Kaj pa če gremo kaj pred kortam pogledati, a? Marija je vse bliz! Ja, jaz mislim, da bo klele kar v redu. Kvaja, gremo po vrst. Avto, ki ga vidiš za mano, to se pravi, ta nov S60, to je 3. generacija tega modela. Zdaj z linijami je tako, ne? Ko pogledaš sprednji del avtomobila, vidiš, da avto povzema to, kar so pokazali že drugi sodobnejši Volvoti. Moram reči, da mi je ful všeč, da je tale maska v nasprotju z ostalimi v tem segmentu, predvsem pa segmentu više, da v SUV-jih ne govorim, osvežujoče minimalistična, ni glomazna. Pravzaprav je logotip, ta je kar velik, ampak sama maska pa deluje celo minimalistično, pa se mi zdi to luštno, zato ker, ko pogledaš celoten dizajn avtomobila, mu to tudi ful paše. Pa prijemo do žarometov. Tukaj sem hotel pokazati sam obvezno Torovo kladivo, vidiš? Pa moram reči, da bolj ga gledam, bolj na hitrco daje občutek enega kupeja. Vidiš, streha luštno pade, tamle pred koncu se bok še spretno dvigne, pravzaprav so ramena dost močna, vidiš? Pol pridemo pa do zadka. Veš, kaj se mi pa tukaj zdi? Da če tam spredi avto malo športno eleganten, je pa tukaj, predvsem zaradi oblike zadnje luči, pa zaradi pritajenega spoilerja že kar malo športno agresiven. Kaj ti misliš? Pa izpuhi recimo tudi napeljujejo v to smer? Pa prav luštno je videti, da niso fake, da je to ta prava luknja in da je tamle noter ta prav izpuh. Pa če ti rečem, da ima ta avto 2-litrski motor z 184 kW, to je okrog 250 konjev, pol verjetno veš, da gre za izvedbo T5. Pa za novo generacijo drži tudi to, da ne samo, da je daljša pa širša kot prejšnja, tudi za ene 5 cm je nižja. In te nove mere skladni obliki dodajo še malo tistega športnega stensa. Kaj je sploh slovenska beseda za stens? Kar se pa same kabine tiče, glede dizajna, se morate sami odločiti. Meni osebno recimo ful ustreza. Kar se tiče pa telih sedežev, stari Ferrari, udobna sta kasto mater, pa če mene vprašaš, tudi dosti dobro zgledata. Druga vrsta. Kar dosti placa. V primerjavi s prejšnjim, mislim, sploh ni primerjave, ni šans. Pa potniki druge vrste na tak način upravljajo s klimo, vidiš, ta avto ima 4-consko klimatsko napravo, ok, piha malo preveč, vsak posebej si lahko nastavlja temperaturo. Ok, gremo se peljati. Jaz se še zdaj spomnim Volvotove tiskovne konference, ko so ta avto predstavili in se zelo dobro spomnim tudi, kaj so rekli glede vozne dinamike. Rekli so, ta avto ni najbolj športen, pa ni najbolj udoben v segmentu, je pa odličen kompromis, ki je, kar se vožnje tiče, tudi zelo predvidljiv in v katerem se voznik dobro počuti. Ne samo zaradi vozne dinamike, ampak tudi zaradi ambienta, ki sem ga prej že opisal. In guess what? Jaz se s tem popolnoma strinjam. Ni najbolj športen, obenem se ovinkov tudi približno ne boji, pa zapeljal sem čez par fejst lukenj, kakšen kilometer, 2 nazaj, kar lepo jih je pogledil. A ja, po varnostni plati pa sploh ne mislim zgubljati besed. Dajmo raje tako reči, če bi ti zdaj začel naštevati vse sisteme, ki skrbijo za to,
da so voznik pa druga dragocena vsebina tukaj noter na varnem, pa bi video zelo hiter ratu face dolgočasen. Pa vem, da se bo to slišal ful klišejsko, ampak pri Volvotu so res picajzli, ki prije do varnosti. To mimogrede dokazujejo tudi pri crash testih. A veš, dostikrat se crash testi izvajajo tako, da so tiste lutke, teboge, ki se razletijo po kabini, zelo velikokrat tiste lutke nekako ponašajo moškega, kar se tiče konstitucije in tako naprej. No in tukaj velja omeniti Evo, mislim Eva, a veš, zakaj gre? To je kratica za Equal Vehicles for All. No in to je ene take vrste zelo hvalevredna iniciativa, ki prihaja z Volvotove strani. A veš, oni testirajo s crash lutkami, moškimi in ženskami že koliko, 40 let. In oni so v tem času dognali že zelo veliko, nabrali komatenih podatkov, s katerimi drugi oziroma mnogi preprosto ne morejo operirati, pa jih izkoriščati. No, Volvo je pa zdaj te vse podatke, ki jih je nabral v 40 letih, ponudil tudi vsem drugim avtomobilskim znamkam. Za voljo varnosti voznikov, voznic pa potnikov, ne glede na znamko. Stari, reč kar češ, ampak to je pa kar podatek. Pa še ena stvar, ki sem jo napovedal že na začetku. Ko sem avto prevzemil, so mi dobri ljudje Volvota rekli, da bo po Sloveniji potekala Volvo karavana, kar pomeni, da imaš čist orenk šanso, da se s tem, pa takšnimi sodobnimi Volvoti zelo v živo srečaš tudi ti. Pazi zdaj, od 16. do 20.4. bo v Celju čolnarna. 4 dni, ljudje, to ni tako malo. Od 23.4. do 27.4. Novo mesto, Kulandija, od 29. aprila do 5. maja bojo pa v Kopru, na promenadi. To se pravi Celje, Novo mesto, Koper. Če si pa zdaj nič zapomnil nič, Volvo je naredil eno spletno stran, mislim, da jo boš najdel, če boš v Google tipku Volvo pa Freedom to Move. Tam tudi vse gor piše, kdaj bojo, kje bojo, pa kaj se bo dalo delati. Znači, to je to za danes, prav? Ajde! Pa mogoče sam čisto za konc, a veš, kjer detajl je pa meni pri temu avtu najbolj všeč? Se ni edini, ki to ima, ampak vsakič, ko se s tem srečam, rečem, oho, cool. A veš, ko moraš ti spucati sprednjo šipo, voda ne preleti iz unih šop tam pri havbi, ampak iz brisalcev, le to. Dobra fora, a? Da pa res dost. Adio. Non para siempre. Špansko se učim, ne se ne.